En lep pozdrav vsem skupaj. Mihael Žmahar iz Duhovnega telja Potovanje duše z vami danes. In za vas imam en čudovit video, ki vam bo pomagal dvigniti energijo telesa. Kot veste, je telo eno izmed najbolj očitnih zemeljskih delov nas in kot takšno zelo pomembno pri čisto vsem, kar počnemo v življenju. To se pravi, vsi naši odnosi, ki jih imamo, kako bojo uspešni, je odvisno od našega telesa. Kako bomo zdravi, je odvisno od našega telesa. Kako močno intuicijo bomo imeli, odvisno od našega telesa. Kako močni bomo v našem poslu, kako uspešni bomo finančno, kako zdravi bomo na vseh področjih življenja, vse je odvisno od našega telesa. Zakaj? Zaradi tega, ker je naše fizično telo tisto, ki v resnici dovoljuje kanaliziranje energij. In kako močno energijo manifestacije in zdravja bomo mi v bistvu živeli v svojem življenju, odloča naše telo. Močnejšo kot je telo, močnejšo mentalno in čustveno energijo lahko skanaliziramo čez njega. In seveda druga stran, šibkejše kot je telo, šibkejše misli, šibkejšo manifestacijo, šibkejša čustva ljudje čutimo. Zato je zelo pomembno, da imamo močno telo, ki je močen, v bistvu sidrna točka kozmične energije, zaradi česar lahko v življenju naredimo karkoli želimo. Zato vam bi rad danes dal enih par dobrih razmišljanj glede tega, kaj je tisto, kar v resnici niža frekvenco našega telesa, kaj je tisto, zakaj mi v resnici zbolimo, in eno dobro tehniko, ki vam bo pomagala okrepiti vašo energijo, vašega telesa še više, še močnejše, zato da boste boljše na vseh področjih svojega življenja. Zadnje čase opažam na socialnih omrežjih ene zanimive zapise, ena zanimiva govorjenja, da ljudje zbolimo zaradi tega, ker se planetu Zemlja dviguje frekvenca. No, ko sem te zadeve prebral, se mi je kar malo nasmeh na usta dvignil, zaradi tega, ker temu ni čist tako. Morate razumeti, da ljudje ne zbolimo zaradi tega, ker se nečemu okoli nas dviguje frekvenca. Če se planetu Zemlja dviguje frekvenca, potem ta planet, na katerem mi živimo, bi mogel pozitivno vplivati na nas, ne? Pomeni, da bi se mogli tudi mi posledično dvigniti, ne pa zboleti. To ni logično, ne? Če greste vi v okolje, ki je vibracijsko lepo, svetlo, čisto, potem se vi boljše počutite zaradi tega, ker ste del tega okolja, ne slabš. Mi se slabš počutimo kdaj? Je takrat, ko gremo v neko okolje, kjer so toksične energije, kjer so ljudje, ki so negativni, ki nas pijejo energijsko, kjer so, substance, ki imajo nizko frekvenco, in takrat pridemo mi domov z glavobolom in z bolečinami v trebuhu in tako naprej. To se pravi, da moramo razumeti, da če se mi nahajamo v visoko vibracijskem okolju ali okolju, ki raste, takrat se vsi ljudje počutimo boljš. To je tudi razlog, zakaj se vsi ljudje, ko pridejo v naš duhovni atelje Potovanje duše, počutijo boljš. Mi imamo toliko visoko frekvenco tam, toliko močno energijo, da ti tudi, če slabe volje prideš k nam ali pa se slabo počutiš, ko greš iz naše meditacije, greš čist drugačno, močno frekvenco, auro domov, ne? Tako da morate razumeti, da tudi s planetom Zemlja je tako. Če bi planetu Zemlja rasla energija, potem bi rasla tudi nam. Ampak kaj se po resnici dogaja zadnje čase, da je toliko ljudi bolanih, da toliko ljudi naprimer ima neko gripo ali pa nek prehlad ali pa jim pade imunski sistem, ne? Ali pa zadnje čase je toliko govora o teh virusih, ne? Večina izmed tega je pač pretiravanje, ampak nekateri ljudje se pa tudi pač prehladijo, ne? Zakaj zdaj mi v resnici zbolimo? Mi ne zbolimo zaradi tega, ker se spreminja okolje okoli nas, oziroma ker planetu Zemlja raste frekvenca. Mi zbolimo zaradi tega, ker se znotraj nas zgodi energijski upor. Kaj se v bistvu zgodi? Naš naša mentalna energija ima za nas neko željo, kakšno želi, da naše življenje, ne? Mi vsi v glavi imamo neke cilje, imamo neke predstave o tem, kaj si želimo za svoje življenje, koliko denarja si želimo, koliko močen posel, kak lepe prijateljstvo, odnose in tako naprej. To se pravi, to mi gojimo v mentalni energiji. Ampak telo je pa zelo pametno in telo reče: dragi moj, draga moja, preden ti jaz dovolim, da imaš v življenju močno manifestacijo in da je v tvojem življenju vse tako, kot si ti želiš, da je, in da se dobro počutiš, te bom prosil, da iz mojega telesa odstraniš težke čustvene zapise, kot so jeza, sovraštvo, zamera, krivda, ljubosumnost in tako naprej. Morate vedeti, da kontrast,
ki nas ustavi. To se pravi, energija, ki nas v resnici ustavi in katera se potem sproži oziroma razvije v neko bolezen ali pa v nek prehlad ali pa v neko gripo, je v bistvu ta upor, ki se znotraj nas zgodi. Upor, ko ti telo reče, ne grem tja, kamor si želiš iti, dokler ne popucamo starih zadev. Ne grem z staro prtljago v novo življenje. Zato mi ne moramo v življenju iti naprej takrat, dokler ne popucamo starih stvari. Kaj pa pomeni pucanje starih stvari? Pucanje starih stvari pa pomeni, da gremo v svojo podzavest, v svoj čustven sistem in se priznamo, kaj znotraj nas ne funkcionira, na kaj smo jezni, česa se bojimo, in potem dvignemo načrtno frekvenco. Naprimer, zadnje čase toliko veliko ljudi širi energijo strahu, neka panika vlada v zraku, zaradi razmer, ki se dogajajo. Ampak pravi odziv na to ni pa ničarjenje, pravi odziv na to ni, da se ljudje še bolj bojijo. Pravi odziv na to je, da primeš svoje življenje v svoje roke in rečeš, okej, okoli mene so vsi živčni, jaz bom pa naredila drugače. Jaz si bom pa načrtno dvignala energijo, načrtno bom začela delati stvari, ki mi dvigujejo moč in bom zmagala, bom zmagal v tem procesu. Zato je danes ta video namenjen, ne? Toda morate vedeti, da narava okoli nas, ne glede na to, kakšna je, smo še na vsezadnje še vedno mi tisti, ki odločamo, koliko močno energijo bomo imeli. Še vedno smo mi tisti, ki moramo sami opraviti naše delo. In ne glede na to, ali narava dviguje frekvenco okoli nas, moramo mi spucati svoje strahove, moramo mi spucati svoje občutke in mi prevzeti odgovornost zase. In nihče ne bo namesto nas tega naredil. Ne glede na to, kaj se dogaja s svetom okoli nas. To se pravi, narava lahko cveti, buhti, rožice lahko dišijo in ptički pojejo, ampak če imamo mi znotraj sebe nekaj, česar se oklepamo čustveno in ne želimo spustiti, nam vsi ti ptički in rožice in svež veter ne bojo nič pomagali. To ste tudi videli, naprimer, ko so mnogi duhovni učitelji za leto 2012 govorili, da se bo takrat dvignala frekvenca Zemlje. Leto 2012 takrat se končal majevski koledar in takrat so mnogi govorili, da bo takrat Zemlja stopila v zlato dobo, da se bo dvignala frekvenca na planetu in da se bojo sistemi, ki ne funkcionirajo, končali in da bomo ljudje tako močno dvignali zavest, da mnogi problemi modernega sveta več ne bojo prisotni. No, zdaj smo 8 let kasneje. Če jaz zdaj pogledam 8 let kasneje svet, v katerem živimo, jaz vidim bolj onesnaženo naravo, ne manj. Jaz vidim bolj prestrašene ljudi, ne manj. Tako da moramo razumeti še enkrat, to je še en tak zelo zemeljski dokaz, da svet oziroma narava za nas ne bo naredila tega, kar moramo mi narediti. Zaradi tega vam bi zdaj mogoče dal rad neko vajo, neko razmišljanje oziroma 2 koraka, kako si lahko z eno zelo naravno tehniko vi dvignete energijo. Ne, da boste žrtev okolja ali pa da boste na milost ali nemilost prepuščeni drugim ljudem in njihovim razmišljanjem, ampak da ste vi tisti, ki držite življenje v rokah svojih. Da ste vi tisti, ki rečete, tako bo in potem tako je. To potem rečeš, da živi svoje življenje in srečno in izpopolnjeno in da lahko dobiš v svoje življenje tiste stvari, ki si želiš. In tukaj vas bi rad mogoče spomnil na eno stvar, ki vsi sicer vsak dan delate, ampak mnogi je pa ne delajo zavestno. In to je dihanje. Dihanje je ena izmed najmočnejših energijsko-fizičnih procesov za dvig energije v telesu. Če znamo ljudje zavestno dihati in če znamo uporabljati dihanje kot način čiščenja energije iz telesa in način pridobivanja moči v telo, mi lahko dvignemo našo manifestacijo in fizično energijo in dobro počutje vedno koliko visok. Zato pa vse te pametne duhovne vede, kot so meditativne vede, pa joga, pa te kitajski tradicionalni pristopi k zdravljenju, tako močan poudarek na dihanje dajejo. Zaradi tega, ker mi z dihanjem v bistvu pritegnemo prano v svoje življenje in pa odstranimo iz svojega telesa toksične energije. Zato je prvi korak dihanja, ki vam bi svetoval, ta, da zaprete oči, naredite nekaj globokih vdihov in izdihov v svoje telo in sam načrtno vdihnete v vsak posamezen del telesa. To se pravi, ne vem, primer, jaz zaprem oči, naredim globok vdih v svojo glavo. Zadržim in vprašam svoje telo, svoje celice, kaj v moji glavi mi niža frekvenco, kaj v moji glavi je negativnega. In boste videli, telo vam bo takoj odgovoril, takoj vam bo pokazal spomin, sliko, mogoče osebo, ki vas je prizadela v preteklosti, nekaj, kar vam znižuje frekvenco. In potem samo zadržite dih in načrtno v glavi rečete, sedaj pa izpuščam to čustveno energijo, ki mi ne služi več
in izdihnite do konca. In spet lahkotno vdihnite in izdihnite še enkrat. Ljudje lahko z izdihi izdihnemo iz svojega telesa toliko veliko negativnih energij, da vam povedati ne morem. In naredite to vajo. Načrtno vdihnite v vsak del telesa in tako skenirajte svoje telo, da boste ugotovili, kje imate te neprijetne čustvene zapise. Ko pa enkrat predihate svoje telo na takšen način in se boste videli, če boste to naredili, veliko bolj lahkotno bo čutili, takrat je pa čas za sidranje moči. Zato je drugi korak dihanja, zavestnega dihanja ta, da znova zaprete oči, v svoje misli pokličete svoj višji jaz, pa angele, vodnike, vesolje, pokličete te prijetne energije, s katerimi delate in jih sam prosite, da v vaše telo preko vdiha zasidrajo svetlobo. In samo vdihnite svetlobo v polna pljuča in jo razpršite po telesu in lahkotno izdihnite. In spet si predstavljate, kako vdihnete močno svetlobo in zdaj napolnite celo telo, malo zadržite in izdihnite. In ponovite 10 ali pa 15 ali pa 20 takšnih vdihov. Boste videli, kako si boste neutralizirali energijo, kako se boste umirili. In če ste živčni in ste slabe volje in ste prestrašeni, če naredite to tehniko, ta 2 koraka zavestnega dihanja, ne moreš ostati po takšnem dihanju več slabe volje. Ne morete ostati prestrašeni, živčni ali pa v krčih po takšnem dihanju. Zato izvajajte tehniko zavestnega dihanja vsak dan oziroma vedno takrat, ko boste čutili, da boste potrebovali. In potem boste videli, okolica vas ne bo mogla več zastrašiti. In narava vam bo dejansko začela dvigovati frekvenco. In dejansko se bo začel dogajati dvig fizične energije in ko imate vi fizično močno energijo in čiste misli in umirjena čustva, takrat se pa lahko v vašem življenju zgodijo čudovite stvari. In če rabite kakršnokoli pomoč za to, veste, da smo s Kristi in duhovnem ateljeju Potovanje duše vedno za vas na voljo. In v ponedeljek 9. marca imamo fantastično meditacijo, ki vam bo točno to pomagala narediti. Spustiti iz vašega telesa, iz vaše psihe, iz vaših čustev točno tisto, kar vas trenutno vleče dol. In to je meditacija, ker boste spustili še zadnjo bojevniško solzo ob super polni luni. Takrat se bo odprl čudovit portal, super polna luna bo prinesla novo energijo na planet in izkoristite to in se preklopite na njo in spucite svojega življenja vse, česar ne želite več. Tisti, ki pa želite dosegati res visoka stanja zavesti, res visoke frekvence znotraj sebe graditi in potem delati vse te super duhovne stvari, ste pa vabljeni na šolo za lightworkerje, ki jo pričnem 28. marca in to je prav poseben tečaj namenjen učiteljem energijskih povezav, ki vam lahko življenje in razmišljanje in vse pripelje na popolnoma novo raven zavesti. Vse te programe, vse te meditacije, vse te čudovite videe in vsebine, ki jih imamo za vas, najdete na naši spletni strani www.potovanjeduse.si. Tako, zdaj pa pejte dihati zavestno in si naredite lepo življenje, polno pozitive, polno močne manifestacije in se veselim, da se vidimo kmalu. Čau!